V Mariboru pa smo obiskali tudi gospo Silvo, ki je samo za nas pripravila odlično juho iz rdeče pese in drugih zdravilnih sestavin. Dobrodošli v Normini zdravi kuhinji. Danes bom za vas pripravila slastno in preprosto juho iz rdeče pese. V ta namen sem pripravila rdečo peso, malo čičerike, kokosove kosmiče, kokosovo mleko, por, čebulo in pa gorčično olje. Najprej bomo potrebovali rdečo peso, jaz sem jo že predhodno olupila, je še surova, ker kuhali jo bomo zdajle, in jo bom narezala na manjše kocke. Za rdečo peso veste, da pomaga razstrupljati črevesje, da odvaja vodo iz telesa, da pomaga odvajati tudi strupe iz možganov. Ko nam čebula postekleni, dodam rdečo peso na kocke narezano in pražim približno 3 minute. In pa začinim z mleto kumino. Sedaj bom pesi dodala še kokosovo mleko. Kokosovo mleko bo dalo naši juhici malo kremast okus in nekoliko azijski pridih. In pa zalijemo še zelenjavno juhico, jaz sem si jo predhodno pripravila, tako da dobite približno liter do liter in pol juhe. In sedaj pustimo vse skupaj vreti približno pol ure. Medtem, ko se nam kuha juha, bom pripravila eno zdravo sladico. In sicer potrebujem grenivko. Grenivka vsebuje med citrusi največ antioksidantov, ampak najprej bom pripravila si maso, s katero bom napolnila grenivko. Vzela bom malo manj mastno skuto in jo bom sladkala s kokosovim sladkorjem. Kokosov sladkor, kot vidite, ima podobno teksturo kot rjav sladkor, vendar je veliko bolj zdrav. Vsebuje veliko hranilnih snovi, kot so na primer magnezij, mangan, kalcij, kalij, železo, bor, fosfor. Takole, zdaj bom pa grenivko napolnila s tem nadevom in takšna polnjena grenivka je lahko ali krasen zajtrk, ali pa čudovito zdrava malica, ali pa kot v našem primeru zdrava sladica. Rdeča pesa se je zdajle kuhala približno 30 minut. Jaz bom zdaj iz juhe vzela približno 1/3 te rdeče pese. Preostalo peso bom pustila v juhi. In juhi bom dodala tudi približno polovico čičerike. Čičeriko sem predhodno že tudi skuhala, lahko vzamete tudi že kuhano čičeriko iz pločevinke. Tako, in tole bom zdaj v blenderju zmešala, da dobim eno gosto zmes. Zdaj bom dodala še preostanek rdeče pese, ki je nisem zmešala, in pa čičeriko in pa en por celo stebelce sem narezala in pa seveda kokosove kosmiče. Ne vzemite tistih drobno zmlete kokosove moke, ampak vzemite tele kokosove kosmiče, približno 1 do 2 jedilni žlici. Vse te sestavine sem dala nazaj na ogenj in bom skuhala približno še 3 do 4 minute in potem je juha gotova. To juho lahko zdaj obogatimo z oljem, naprimer z zelo kakovostnim gorčičnim oljem. Dodamo ga, ker ima gorčično olje idealno razmerje med omega 3, 6 in 9 maščobnimi kislinami, zato ker ima zelo veliko antioksidantov in ker znižuje holesterol. Tako, poskusite, skuhajte tudi vi. Izvolite, dober tek!